Tako lepo pozdravljeni. Danes smo zopet tukaj, da bomo se ob Božji besedi navdihnili in začnimo to naše srečanje z iskrenim in ponižnim znamenjem križa in kesanjem. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalim tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. Prosimo še Svetega Duha, da nas razsvetli, da bomo to besedo lahko razumeli in tudi živeli. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Jezus je večkrat rekel, jaz sem luč, jaz sem trta, jaz sem dobri pastir. No in tole bomo zdaj slišali, kaj pravi Jezus, kakšen pastir je on. V Jezusovi domovini je bilo življenje pastirjev težko. Vsak dan je prepotoval velike razdalje, da je lahko napasel svoje ovce. Zaradi vročega sonca so se struge hitro posušile, zato jih je moral iskati vodo. Včasih je moral tvegati življenje, ko je odganjal divje zveri, ki so napadale njegovo čredo, ali pa ko je reševal ovco, ki je padla čez pečino ali v globel. Tudi kralj David je bil nekoč pastir in Božje varstvo, ki ga je užival, ga je spominjalo na to, kako je sam skrbel za svoje ovce. Gospod je moj pastir, je zapel v psalmu. Vse imam, kar potrebujem. Jeremija in Ezekiel sta voditelja ljudstva primerjala s pastirjem, ti pa so svojo dolžnost pogosto zlorabljali in zanemarjali, kar ni bilo v skladu z nalogo skrbnih pastirjev. Jaz sem dobri pastir, je nekega dne rekel Jezus svojim poslušalcem. Pripravljen sem dati življenje za svoje ovce. Pravi pastir se razlikuje od najemnika, ki ga ovce ne skrbijo. Ko vidi, da prihaja volk, zbeži. Pastir pa, ki ljubi svoje ovce, tvega zanje svoje življenje, da jih reši. Življenje dajem za svoje ovce, za ljudi, ki me poznajo in poslušajo moj glas. Vsako poznam po imenu in nihče mi jih ne more vzeti. Moje ovce poznajo moj glas in mi sledijo. Jezus ni prišel samo kot pastir Izraela. Svoje življenje je dal za vse ljudi na svetu. Imam še druge ovce, je pojasnil, ki zdaj še ne pripadajo Božji čredi. Tudi te bom poklical. Sledile mi bodo in postale bodo del moje črede. Vsem bom ljubeč pastir. Tako, danes bolj redko srečamo pastirje, pa ovce, pa pastirji pasejo pri nas tudi krave v planinah, ampak Jezus je pa v tistem času velikokrat srečeval pastirje, še več pa so imeli opravka s pastirji v tistem času. Pač običajno je bilo, takrat so bili
večina ljudi je imelo to čredo kot eno vrsto bogatstvo, to je bil kapital. Tako kot imajo danes tovarne, so imeli včasih črede. No in vidimo tudi v Svetem pismu, v Stari zavezi je bilo veliko pastirjev in mnoge pomembne osebnosti so bili pastirji. Recimo Abraham je bil pastir in je potem postal oče narodov. Ne? Ni nič posebnega naredil, ampak je sprejel ta božji klic, to božje povabilo, da se mu je Bog lahko razodel. In potem po njegovih potomcih vidimo, so prišli potem Mojzes, ki je bil tudi nekaj časa vmes pastir, čeprav je bil del časa na faraonovem dvoru, ampak potem je moral zbežati in je bil v puščavi pastir. In tam se je naučil ne samo pasti čredo, ampak se je naučil pravega odnosa. Pravi en midraš, ena zgodba judovska, da je Bog videl, kako je Mojzes enkrat šel iskat eno zgubljeno ovco in ko jo je našel, je ni pretepil, ampak jo je vzel na rame in jo nesel drugim ovcam. In je rekel, Mojzes se je že naučil pasti čredo, biti pozoren do ovc. In ta pastir, ki je dober do ovc, bo tudi dober do ljudi. In zato je poklical Mojzesa in ga poslal v Egipt, da je potem izpeljal Izraelce in je bil potem voditelj izraelskega ljudstva. No tako, torej vidimo, je bil Mojzes pastir, ki je potem res naredil veliko za svoje ljudstvo, ki ga je pripeljal v obljubljeno deželo, tako kot pastir pripelje čredo domov v svojo stajo. No, vidimo potem kralja Davida, kot je bilo tukaj omenjeno, tudi kralj David je bil kot mlad fant, je bil kot otrok pastir. Tudi v naših časih smo bili mi otroci, smo bili tudi še pastirji, smo radi ali pa morali iti past krave k kakšnim kmetom, da smo kaj zaslužili, da smo dobili kruh pa mleko, ponavadi kislo mleko in tako. No in David je bil pastir in Bog ga je izbral za pastirja ljudstva, za kralja. Ne? In tako je potem tudi David se naučil ob živalih, kako biti pozoren do ljudi. No in tako tudi mi lahko vidimo, kaj pomeni biti dober pastir. Dober pastir pomeni imeti avtoriteto, ne? Imeti eno dostojanstvo, predvsem v skrbi za tiste, ki so mu zaupani. No tako ste recimo starši pastirji za svoje otroke. Ja. Potem politiki, predsedniki so pastirji za svojo, ali pa kralji za svoje državljane. Tudi direktorji so pastirji za svojo firmo, za svojo tovarno. Ali pa, ne. Potem lahko rečemo tudi učitelj je pastir, ne, v svojem razredu in vzgojitelj in tako naprej. No, tako so torej pastirji tisti, ki skrbijo. In kaj Jezus pravi? Da pastir pozna svoje ovce. Ne? To je važno. Prva stvar, da jih poznamo, da se poznamo. Če ti ne poznaš, ne samo tako na videz ali pa po imenu, ampak da vidiš, poznaš tudi malo po značaju, kdo je, kako je, kaj lahko od nekoga pričakuješ ali celo zahtevaš, kaj pa ne more zahtevati. Ne? Jaz ne morem od otroka zahtevati, da bo delal ne vem kaj, če ne more in ne zna. Ne? Od enega, ki je pa dal take in take programe čez in šole čez, pa moram zahtevati nekaj. Ne mu kar tako ga pustiti, da bo brez dela nekje čepel. Torej, pastir pozna ovce, potem jih hrani. Ne? Hrani, kaj pomeni hraniti? Ne samo, da jim nekaj nosi hrano, ampak da jih vodi, kjer si sami hrano nabirajo. Ne? Zato je tudi važno, kako vzgajamo recimo otroke, ne samo, da jim nekaj trpamo v glavo, ampak nekaj, da jih učimo, kako, kaj
In kje naj iščejo dobro hrano? Ne samo na internetu, ampak tudi v knjigah, tudi pri ljudeh, starejših, izkušenih ljudeh. Ne? To je važno, ne? Da se naučimo torej, iskati dobro hrano, zdravo hrano, ne zastrupljeno, ne okuženo in tako naprej. Ne? Ja, potem dober pastir je žalosten, če se kdo izgubi, ne? Če kakšna ovčka zatava. Tako so, recimo, starši so žalostni, če kakšen mladoletnik zaide v slabšo družbo ali pa če odide v doma, zapusti svoj dom, ali pa otrok, če se nauči, če mu gre slabo v šoli. Ne? To so starši žalostni ali pa tudi drugi, ne? Voditelji. Vsak pastir mora biti, če mu je vseeno, potem ni dober pastir. Ne? Če pa čuti, ja. No, se pravi, tudi pastir je pravzaprav je služabnik ovcam. Ni pastir zdaj tisti diktator, ne? Ki samo, ampak kako pastir čredo jo lepo usmerja, ne da jih pretepa pa sili nekam, ne? Ampak ovce grejo. Ali gre on pred njimi in grejo za njim, ali gre pa vzadej, pa pusti prvi ovci, da vodi. In včasih so ovce pametne, še bolj kot ljudje, in grejo, vejo, kje je dobra paša. Ne? Tako da pastir mora biti služabnik. Tako je Jezus tudi rekel, kdor je največji, naj bo vsem služabnik. Ne? Ja. No in končno lahko rečemo, pastir da življenje za svoje ovce. Ne? Recimo, David je bil pastir in je branil ovce pred volkovi, celo pred levom, in je levu čeljust raztrgal. Tako je bil zavzet za ovce, da je leva premagal ali pa volkove. Zato ima pastir kaj? Palco. In zakaj je palca? Da odganja sovražnike. Da brani ovce in sebe pred zvermi, ne zato, da tepe ovce. Ja. Ne? Ja. In pastirji, kdo so pastirji v cerkvi? Duhovniki, posebej pa škofje. Škofje so pravi pastirji, mi smo pomočniki tem pastirjem. Ne? Škof ima palico. Škof ima tudi palico. Ne? In kakšno palico ima škof? Blagoslovljena. Škofovska palica, ki je na koncu zakrivljena. A je to slučajno ali kaj? Sigurno mora biti razlog. Ima kakšen razlog? Ja. Torej, to so imeli pastirji, so imeli take palice, da so bile na koncu zakrivljene. Zakaj? Če je kakšna ovca padla v jamo, v prepad, jo je zagrabil takole in jo potegnil gor. Aha. Zato so imeli take, ne? Zdaj so bolj tako lepo zakrivljene, ampak naravne palice so bile pa take, da so imeli na koncu hakl, da lahko s tistim potegnil kakšno ovco odkot iz kakšne nevarnosti. Ne? Ja. Torej, se pravi, pastir čuva in tudi da življenje, če je treba za ovce. Ne? Tisti, ki ni pravi pastir, zbeži. Pravi pastir pa se bori z nasprotnikom oziroma z sovražnikom. Ne? In to vidimo tudi pri Jezusu. Jezus se je boril. Kdo je prišel nad Jezusa? Hudič. Hudobni duh, ja, hudobni duh. In to preko ljudi, ki so ga obsojali, ki so rekli, da je krivoverc, da je brezbožnik, da ne spoštuje postave in tako naprej. Torej, tako so bili zaslepljeni, da niso videli, kdo je Jezus. Niso prepoznali Jezusa in so zahtevali od rimskega sodnika, da Jezusa obsodi. No in hudobni duh je delal po teh ljudeh in delal potem še naprej, takrat, ko je že bil na križu, kako je hudobni duh govoril. Če si Božji sin, stopi s križa. Še takrat mu je hotel preprečiti, da ne bi šel do konca, da ne bi šel v smrt. Ker če gre v smrt, potem jo bo premagal, ker on je življenje. Ne? No in tako je hudobni duh
torej skušal, se norčeval, pa na vse načine poskušal to preprečiti, ampak Jezus je vztrajal do konca. Se boril za koga? Za nas. Za nas, ja, zame, zate, za vse se je boril. In je premagal smrt in ostal od mrtvih. Ne? Vidite? In zato je Jezus pravi pastir, je Jezus, ki je Gospod, je tisti, ki je nad vsemi, ki ga je Oče postavil na svojo desnico, da gospoduje vsemu, kar je v nebesih, na zemlji, pod zemljo, vsemu. Ne? In to je, se pravi, tudi mi smo poklicani, da smo pastirji, da gremo po tej poti, da najprej se zavedamo, da gremo za Jezusom, da nismo sami, da ne gremo sami, ampak da gremo za nekom in da grejo tudi drugi za nami, da tudi drugim lahko utiramo pot oziroma kažemo pot. No in tako je važno, da ste starši, dobri pastirji svojim otrokom, da smo tudi duhovniki, kolikor se da, dobri pastirji, pa tudi vsi drugi, vsak ima kakršnokoli odgovornost v družbi. Tako, no zdaj bomo pa zapeli še Mariji danes eno pesmico, Ti naša mati ljubljena. Torej, Marija je bila tudi Marija kot pastir, ja, na svoj način tudi, ne, tudi Marija, ja. Nas tudi vodi k Jezusu, a ne? Nas vodi k Jezusu, ja. Ti naša mati ljubljena, si od Boga izvoljena, ti polna vseh si milosti, zdaj k tebi prihitim. Ti veš za Betlehem, poznaš ves Nazaret, si doživela Golgoto, pa tudi prazen grob. Ave, ave, ave Marija, prosi, prosi, prosi za nas. Ave, ave, ave Marija, prosi, prosi, prosi za nas Boga. I naša mati ljubljena, saj vir si vsega upanja, mi vsi zavetje iščemo in k tebi pridemo. Poznaš skušnjave in skrbi, za blod nas grešnih varuj ti, to lažnica žalosti, mi k tebi kličemo. Ave, ave, ave Marija, prosi, prosi, prosi za nas. Ave, ave, ave Marija, prosi, prosi, prosi za nas Boga. Tako, imamo še ene nevidne pastirje. Kdo so to? Angeli. Angeli so tudi pastirji, ki nas čuvajo, ne? In zdaj bomo prosili, da nas dobro čuvajo, da bomo varno hodili skozi življenje. Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan na strani, vsega hudega me brani.
prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Gospod z vami, In s tvojim duhom, blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha, naj pride nad vas in naj vedno med vami ostane. Amen. Tako, da boste dobri pastirji, naj bo z vami Sveti Duh, angeli, Marina, roka in priprošča. Ja, Bog klonaj.